Nasvidenje svih sanj. Naj ti krepko stisnem dlan, da ti voščim dober dan. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Ni lepo, da si zaspan. Ni lepo, da si zaspan. Bodi vedno nasmejan, pa bo zate srečen dan. Podaleč prihaja. Von po kavi, von po kavi. Von po kavi, von po kavi. Novice, reklame. Vreme danes, vreme danes. Vreme danes, vreme danes. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Ni lepo, da si zaspan. Ni lepo, da si zaspan. Bodi vedno nasmejan, pa bo zate srečen dan. Popijeva v dvoje. Prvo kavo, prvo kavo. Prvo kavo, prvo kavo. Pozabiva vreme. In reklame, in reklame. In reklame, in reklame. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Nadaljuje se roman. Nadaljuje se roman. Daleč je še zadnja stran. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. A je kaj prišel do vas od daleč? Von po kavi, von po kavi. 5. oktobra smo danes, 5. vinotoča, imam informacije. Ana mi jih je povedala, da so se vrnili iz Švice. Upam, da to velja za vse, ki so bili gor prisotni iz Slovenije. Seveda upam, da to velja tudi za vse, ki so bili prisotni iz ostalih držav, ampak pač tistih prav dosti ne poznam, razen mogoče koga iz Srbije. Skratka, vesel sem, da ste nazaj v enem kosu, verjamem, da ste v teh trenutkih močno napumpani. Kaj še reči za začetek? Zelo lepo navado ste razvili s časoma, da rečete v chatu dobro jutro ostalim, še preden da zaslišite moj glas, tako da zelo lepo, da imate želje za vse ostale udeležence že takoj v ranem jutru. Zdajle nas ni ne vem koliko veliko, zato se bom v pričakovanju, da se morda priključi še kdo, lotil znamenitosti povezanih z današnjim dnevom. Potem bodo na vrsti jutranje hvaležnosti in pa seveda vse ostalo po protokolu, ki ga imamo že dobro utečenega. Torej, v zvezi z današnjim dnem, samo trenutek. Takole, upam, da vidite to fotografijo, oziroma to je bolj slika. V zvezi s 5. oktobrom, torej slika, ki jo vidite, je povezana s 5. oktobrom 1789, prikazuje pa Parižanke, torej ženske v Franciji, ki so bile site svojih dedcev in so šle malo demonstrirati. Predvsem so bile site enega, ki ni bil njihov, v zasebnem smislu, bil je pa njihov kralj.
imenoval se je Ludvik XVI., torej leta 1789, v letu francoske revolucije, ki je spremenila Evropo in svet, so bejbe popizdile, pardon my French, in odkorakale iz Pariza proti Versaillesu, torej proti dvorcu francoskega kralja Ludvika XVI. Model je namreč zavrnil njihove zahteve po razglasitvi odlokov o odpravi fevdalizma. Ženske so zahtevale tudi kruha in prisilile kralja in njegov dvor, da se je iz Versaja, torej iz tistega razkošnega dvorca, preselil, tako kot so one rekle, ljudstvu bližje v Pariz. Torej, ženske imate neverjetno moč, če se tako odločite. Z nas dedcev pa tako nič ni, ne. Takrat, kadar je zares treba, smo močni na gofli, da bi pa kaj naredili, očitno pa rabimo vašo moč. Tako da, bravo ženske, bravo ženske. Mogoče vas bomo še kdaj rabili, pa vam bomo to takrat tudi povedali, no. Gremo dalje, naslednji datum iz zgodovine 5. oktobrov, ki se mi je zdel zanimiv. Tole, kar zdajle vidite, je sicer tako rekoč politična karta z današnjimi mejami dežel, ki jih vidite tukajle opisane, vključno z Južno Tirolsko, ki je pač takrat seveda pripadala Avstriji, Avstro-Ogrski. Torej leta 1908 na današnji dan je Avstro-Ogrska, ki je izgledala približno takole, kot imate tukajle obarvano na zemljevidu, priključila Bosno in Hercegovino, in modeli, ki so vladali tedaj enemu najmočnejših svetovnih imperijev, so se končno spoznali s čevapčiči in ražnjiči. Tako da leta 1908 v zgodovini, evo, Avstrijci so spoznali čevapčiče. Tale model, verjamem, da ga nekateri med vami prepoznate, se imenuje Robert Frederick Zenon Geldof, po domače povedano Bob Geldof. Model je irski kantavtor, igralec in politični aktivist. V poznih 70. letih prejšnjega stoletja je postal znan kot pevec skupine, ki je izhajala iz tradicije punka, sicer pevec skupine Boomtown Rats. Kmalu potem je igral glavno vlogo Pinka v znamenitem glasbenem filmu skupine Pink Floyd The Wall, leta 1984, če se kdo od vas tega spomni, jaz se zelo dobro spomnim, če ne ste pa mogoče brali, je ta model organiziral humanitarni bend tedanjih največjih zvezdnikov svetovne glasbene scene, poimenovan Band Aid. Posneli so skladbo Do They Know It's Christmas, s katero so zbrali prve uvodne milijončke, potem pa leta 1985 organiziral še mega spektakel svetovni, poimenovan Live Aid, s katerim so zbrali pa kar konkretno število milijonov, ki so končali potem kot pomoč Etiopiji, v kateri je tedaj vladala ekstremna suša. Najbrž ste kdaj o tem kaj slišali. Tako da Bob Geldof na današnji dan praznuje 71. rojstni dan. Naslednji model tegale, mogoče, upam, da si predstavljam, vsi poznate, pokojni Dražen Petrović, v principu hrvaški košarkar, ki je bil pa sicer srbskega rodu, kar ne igra vloge. Na današnji dan leta 1985 je na tekmi državnega prvenstva v košarki, torej jugoslovanskega državnega prvenstva v Zagrebu proti ljubljanski Olimpiji, lastnoročno dosegel 112 točk, kar najbrž nikoli še nikomur ni uspelo na tem nivoju. Torej, igral je za zagrebško Cibono v zmagi domače ekipe 158 proti 77, je model dosegel 112 točk.
cela Olimpija jih je pa dosegla 77, tako da Dražen Petrovič je bil res nekaj posebnega. In še zadnji dogodek, povezan z današnjim datumom, tega modela vas najbrž prepozna malo več ljudi. 5. oktobra 2000, torej pred 22 leti, je po spodletelem poskusu policije, da bi v središču Beograda s solzivcem razgnala več 100.000 glavo množico demonstrantov, ki so demonstrirali proti razveljavitvi predsedniških volitev, torej Slobodan Milošević jih je razveljavil, so državljani na silo vstopili v stavbo Zvezne skupščine ter nato v stavbo RTV Slovenije, ki je bila branik RTV Srbije, ki je bila branik Miloševićevega režima. Pod pritiskom množice je 10 let, tako rekoč nesporni vladar Srbije, ki je želel biti to tudi v Jugoslaviji, naslednji dan, torej pod pritiskom množice, odstopil. Slobodan Milošević je moral priznati poraz proti Vojislavu Koštunici. Tega, kar se je takrat dogajalo, pa se je prijelo ime buldožer revolucija ali pa tudi traktor revolucija. Zakaj? Ker so demonstranti tudi z buldožerji in traktorji vdrli v skupščino. Če se spomnite, pred kakim letom, 2, je bil nekdo sit vladanja tedanjega slovenskega diktatorja, je vletel pred slovensko skupščino z motorno žago in tam malo zapel ene 2 pesmi s tisto motorko. To je bilo najbližje, kar smo Slovenci kdaj prišli buldožer revoluciji. Okej. To je bilo to, kar se tiče dogodkov, povezanih z današnjim dnem. Zdajle bomo imeli nekaj minut zapisovanja jutranjih hvaležnosti. Jaz bom skušal v ozadje spet pripraviti malo glasbe. Še enkrat preverim, da se bo to slišalo. Takole. Zvezke v roke, notesnike v roke, bloke v roke, pisala v roke, zapišite si jutranje hvaležnosti. In nekaj minut se znova slišimo. Upam, da to glasbo v ozadju slišite, dajte mi v chat napisati 333, če je temu res tako. Hvala, Sandi.
No, takole, jaz sem z zapisovanjem jutranjih hvaležnosti zaključil. 9 mi jih je uspelo zapisati takole iz glave, kot se temu reče. Zdajle bom malo pohitel tudi z branjem, z nadaljevanjem zgodbe, ki sem jo zastavil včeraj. Pa me zanima, če me je kdo od prisotnih toliko poslušal, da bi se še spomnil, katero zgodbo, s kakšnim naslovom sem bral včeraj. Če se kdo tega spomni, naj mi prosim zapiše v chat, da vidim, če ima branje teh Bukejevih zgodb kakšen smisel. Medtem bom prebral zadnji odstavek, s katerim sem včeraj nehal, in nadaljeval pač s tem, kar je treba še prebrati. Ana se ne spomni, ker je včeraj prespala, pravi. Je kdo od ostalih prisotnih poslušal včerajšnjo zgodbo in tudi današnjo zgodbo, v principu. Zgodbo o tem, kako je nek reven Kitajski, si predstavljam, kmet rešil svojega gospodarja, no, poskušal ga je rešiti, in ob tem umrl, njegov sin pa ni dobil njegovega dela na plantaži riža, potem pa je našel mošnjiček s 15 srebrniki, 2 od teh zapravil, mama pa je želela, da preostali denar vrne. Tako da vam malo pomagam, glede na to, da očitno niste poslušali. Pravični, Simona se spomni delčka naslova, drži. Okej. Recimo, da ima smisel to prebrati do konca, ker nimam drugega pripravljenega programa, bom s tem torej vztrajal. Je pa vprašljivo, koliko so te zgodbe še primerne za branje. Torej, mama je rekla Lingu: Ling, spomni se svojega očeta in pomisli, kaj bi ti rekel. Mladenič je sklonil glavo in nerad prikimal. Kaj pa naj naredim z denarjem, ki sem ga porabil, je vprašal. Koliko kovancev pa si porabil, je rekla mama. 2. Dobro, videla bova, kako jo lahko povrneva, je rekla Zumi. Zdaj pa pojdi v vas in vprašaj, ali je kdo izgubil mošnjiček. Začni spraševati blizu kraja, kjer si ga našel. Ling je spet sklonil glavo, odšel od doma in se pritoževal nad lastno usodo. Odšel je na plantažo in vprašal, ali je kdo kaj izgubil. Uslužbenec ni vedel nič, je pa rekel, da bo povprašal tudi sam. Takoj nato je prišel k njemu najstarejši starčev sin, ki je bil zdaj lastnik riževih polj. Si ti vzel moj mošnjiček, ga je obtožujoče vprašal. Ne, gospod, našel sem ga na cesti, mu je odvrnil Ling. Hitro ga daj sem, je zavpil. Ling je izmed oblačil potegnil mošnjiček in mu ga izročil. Moški je vsebino mošnjička stresel na mizo in pričel šteti. Fant mu je hitro pojasnil. Videli boste, da manjkata le 2 kovanca, gospod Čeng. Denar vam bom povrnil, ali pa zastonj delal tako dolgo, dokler dolg ne bo poplačan. 13, je rjovel Čeng. Kje pa sta kovanca, ki manjkata? Saj sem vam ravnokar povedal, gospod, je znova začel pojasnjevati mladenič. Nisem vedel, da je mošnjiček vaš, ampak denar vam bom vrnil. Tat, ga je prekinil Čeng. Tat, te bom že naučil jemati stvari, ki niso tvoje. In je kričeč odšel na ulico. Te bom že naučil. Mladenič se je napotil domov. Ni vedel, ali je večja njegova jeza ali obup. Ko je prišel domov, je Zumi povedal, kaj se je zgodilo, ta pa ga je potolažila. Obljubila mu je, da bo govorila s Čengom in uredila zadevo. Tudi naslednji dan je k njim prišel sodnikov sel z vabilom za Zumi in Linga, čez da sta iz mošnjička ukradla 17 kovancev. 17! Pred sodnikom je starčev sin pod prisego zatrdil, da je mošnjiček izginil z njegove mize. To je bilo tisti dan, ko je prišel Ling prositi za delo, je razlagal
in naslednji dan se je ta tat vrnil ter rekel, da je našel mošnjiček in prišel vprašati, ali ga je kdo izgubil. Kakšna nesramnost! Nadaljujte, gospod Čeng, je rekel sodnik. Seveda sem takoj rekel, da je moj. Ko mi ga je vrnil, sem nemudoma pregledal vsebino in ugotovil, kar sem tudi sumil. Denar je manjkal, 17 srebrnikov. Sodnik je pozorno poslušal pripoved, potem pa pogledal fanta, ki zaradi zadrege sploh ni upal govoriti. Kaj boš povedal, Ling? Obtožba je zelo resna, mu je rekel sodnik. Gospod sodnik, ničesar nisem ukradel. Mošnjiček sem našel na cesti. Nisem vedel, da je njegov lastnik gospod Čeng. Res je, da sem ga odprl, in res je tudi, da sem nekaj denarja porabil za hrano in igrače za svoja brata, toda porabil sem le 2 srebrnika, ne pa 17, je hlipal. Kako bi lahko porabil 17 kovancev, če pa jih je bilo v mošnjičku le 15? Vzel sem samo 2 srebrnika, gospod sodnik, samo 2. Poglejmo, je rekel sodnik, koliko srebrnikov je bilo v mošnjičku, ko ga je fant vrnil? 13, je odvrnil tožnik. 13, je prikimal tudi Ling. In koliko denarja je bilo v mošnjičku, ki je bil ukraden, je vprašal sodnik. 30, vaša gnada, je zatrdil Čeng. Ne, ga je prekinil Ling, v mošnjičku je bilo le 15 srebrnikov. Prisežem. Boš tudi ti prisegel, je sodnik vprašal lastnika riževega polja, da je bilo v mošnjičku 30 srebrnikov, ko je izginil s tvoje mize. Seveda, gospod sodnik, je potrdil ta, prisegam. Zumi je plašno dvignila roko in sodnik ji je pomignil, naj spregovori. Gospod sodnik, je rekla Zumi, moj sin je še otrok in priznam, da je doslej zagrešil več kot eno napako. Toda nekaj vam lahko zagotovim. Ling ne laže. Če pravi, da je porabil le 2 srebrnika, je to res. Če pravi, da je bilo v mošnjičku, ki ga je našel, samo 15 srebrnikov, tudi to drži. Gospod, morda pa je še kdo pred njim našel mošnjiček. Počakaj, jo je prekinil sodnik. Moja naloga, in ne tvoja, je, da ugotovim, kaj se je zgodilo in razsodim. Hotela si govoriti in to sem ti dovolil, zdaj pa sedi in poslušaj mojo sodbo. Tako je, vaša gnada, sodba, zahtevamo pravico, je vzkliknil tožnik. Sodnik je pomignil pomočniku, naj udari na gong. To je pomenilo, da bo izrekel sodbo. Tožnik in toženi, kljub temu, da je bilo na začetku vse videti precej nejasno, se je zdaj razjasnilo, je začel sodnik. Nobenega razloga nimam, da bi podvomil v besedah gospoda Čenga, ki je prisegel, da je izginil njegov mošnjiček s 30 srebrniki. Moški se je zlobno nasmehnil in pogledal Linga in Zumi. Toda tudi mladi Ling trdi, da je našel mošnjiček s 15 srebrniki, je nadaljeval sodnik, in tudi tokrat nimam razloga, da bi dvomil o njegovih besedah. V dvorani je nastala grobna tišina in sodnik je nadaljeval. Očitno je, da mošnjiček, ki je bil najden in vrnjen, ni tisti, ki ga je izgubil gospod Čeng, tako da Lien Cujeve družine zanj ni mogoče terjati. Zato bomo zapisali terjatev tožnika, da mu je treba mošnjiček, v katerem je bilo 30 srebrnikov, vrniti, ko se bo našel. Sodnik se je nasmehnil in se srečal s hvaležnim Lingovim pogledom. Kar pa se tiče tega drugega mošnjička, mladenič, da, vaša gnada, je zajecljal fant. Priznam svojo odgovornost in sem pripravljen plačati za svojo napako. Molči, kar pa se mošnjička s 15 srebrniki tiče, moram priznati, da ga doslej še nihče ni terjal in glede na okoliščine, je rekel in skrivaj pogledal gospoda Čenga, se mi zdi malo verjetno, da ga kdo sploh bo. Zato mislim, da mošnjiček lahko ostane v lasti tega, ki ga je našel in našel si ga ti, zato je tvoj. Toda vaša gnada, je začel Čeng,
Vaša gnada, je hkrati rekel Link. Gospod sodnik, se je oglasila Zumi. Tišina, je zaukazal sodnik. Razsodil sem, zdaj pa vsi ven. Sodnik je vstal in hitro odšel, pomočnik pa je znova udaril na gong. Evo, to je bila zgodba o pravičnem sodniku. Zanima me, če kdo zna potegniti poanto iz te zgodbe, oziroma če se komu zdi, da je iz te zgodbe izvedel kakšno zanimivo reč. Simona pravi, da so seveda te zgodbe smiselne in da se spomni vsebine, da je naslov je odšel. No, torej, to je bila zgodba o pravičnem sodniku. Mene je že pred kako minuto ali dvema opomnil Zoom, da bo spet zmanjkalo časa, tako da se bom lotil kar afirmacij. Torej, v zadnjih 2 dneh smo imeli afirmacije v sedanjiku, potem smo imeli afirmacije v prihodniku, teh 10, ki jih imam pripravljenih danes, pa se imenuje afirmacije kar tako. Prišle vam bodo prav, jaz si bom danes privoščil obsidiana za pomoč. Naslonite se nazaj, predihajte se, torej vdahnite svež zrak, svež kisik, ga razširite po svojem organizmu. Skozi usta pihnite ven, česar več ne potrebujete, ne samo v smislu predihanega zraka, pač pa tudi nesnage, ki se je tudi sicer nabrala v vaših mislih, organizmu in tako naprej. Gremo z afirmacijami kar tako. Prva. Živim in diham z borzo, z mojim trgovalnim računom sva eno. Obožujem trgovanje na trgih, na katerih sodelujem. Moja intuicija za sklepanje odličnih poslov, torej tradov, nikoli ne zataji. Uspeh pri trgovanju z delnicami oziroma z valutnimi pari je zame nekaj najbolj normalnega. Vidim in prepoznavam trende, ki se razvijajo na trgu. Zaslužiti ogromne količine denarja na trgih, na katerih sodelujem, je enostavno. Uživam, ko v zvezi s trgovanjem že obstoječim dodajam še nova znanja. Ne glede na zdrse, si še naprej prizadevam za dosego svojih ciljev. V moji naravi je, da sem vztrajen, tak sem tudi pri trgovanju. In še zadnja, 10. Služenje denarja na borzi je preprost in običajen del mojega življenja. Evo, danes mi je uspelo povedati vseh 10. Tako da, dajte mi v chatu napisati, če se vam zdi smiselno, da poleg afirmacij v Telegramu objavim tudi tiste traderske horoskope, ki smo jih predelovali soboto, nedeljo in ponedeljek. Tako da vem, jih prelepati ali ne. Jaz se vam za danes zahvaljujem. Najbrž ste me malce že siti, poslušali ste me zadnjih, se pravi koliko, 1, 2, 3, zadnjih 5 juter, če sem pravilno preštel. Simona je edina dokaj odzivna danes. Hvala. Vidim po številu poslušalcev, da nas je danes nekoliko manj. Tako da vidimo se, ko se vidimo, če prej ne, pa ob jutrišnjih večernih kozorogovih dosjejih, za katere moram priznati, da nimam prav nič še pripravljenega, tako da danes vodim en občinski, medobčinski kros za otroke, bolj ali manj bom odsoten vse popoldne, tako da bom imel danes dopoldan ob trgovanju kar nekaj dela, pa jutri seveda tudi večino dneva svoje seje, svoje javljanja rad pričakam pripravljen. Tako da,
Hvala tudi za vaše prijazne misli in vtise. Marko ima vas rad. Slišimo in vidimo se ob naslednji priložnosti. Želim vam lep dan in čim več uspeha pri početju, ki se ga boste torej lotili, pri čemer imam predvsem v mislih trgovanje. Lep dan še naprej. Se vidimo. Ajde, čau.